Kaj, smo že v živo? Ok, super. Čak sem malo, da vidim, kaj smo to naredili. Čudno, ne vidim tale. Ok, zdaj, če je kdo govor, sem malo, da vidim Matej. Ok, super, dobro, se vidi. Zdaj, če je dober zvok, samo malo, dajte mi napisati samo. Ok, Darja, samo napište zvok, ok, ali kaj tazga, lik tok, da vidim, kva dogaja. Sploh ne vem, če se mikrofon vklopil. Kriza na tem uživa, ko si sploh se nič ne vidi. Ok, če mi kdo potrdi moj zvok, bi bilo super, meni piše, da je on. Gremo, folk akcija. Mladene, živeli, pozdrav, si v Zagrebu, si beše. Daj mi nekaj, sem ne pišta, ok, zvok, ok, tam, zdaj to, da vidim, da je zadeva v redu. Nič, nobenega odziva. Ok, dajmo reči, da funkcionira zvok. Dobro, nehote gledam v kamero dol. Ok, Marjan, zdaj hvala tebi. Daj vse ti nekaj napiši, notri v komentar, da vidim, če ta zadeva, sploh če se me sliši, da bom zdaj tukaj v prazno govoril. Ali se sploh vidijo komentarji tukaj? Očitno ne. Ok, se pravi, kaj bi smo morali potem tukaj nekoga po telefonu poklicati in vprašati potem, če je zadeva v redu. Ok, folk, jaz bom ta video ponovil čez par minut, če se vam da, pridite gor nazaj. Moram sam preveriti, če mi gre ta zvok skozi. Samo malo, da vidim. Ok, Marjan se mi je javil, čak da vidim. Se sliši, ok, hvala. Ja, to sem bravo. Dobro, jaz sem malo zmeden, malo gledam ekran, malo gledam vas gor. Ok, zdravo, živijo. Jaz sem Božidar. Danes bi se rad ene tematike dotaknil, ki se mi je zgodila decembra, in sicer na delavnici samohipnoze. Jaz to vsake tog časa počnem. Pa smo tam, tako bilo je tretje srečanje, pa na tretjem srečanju ponavadi govorimo o tako malce čudnih zadevah, kakšna prejšnja življenja padejo, kakšna onostranstvo, vse te zadeve, ampak govorili smo takrat malce o zakonu privlačnosti, jaz večkrat to namignem. Zdaj, skozi moje življenje, če se malo gledam moje življenje nazaj, meni zadeva funkcionira, meni zdijo, da zadeva funkcionira, zakon privlačnosti obstaja, res je, da morate malo pogledati tudi, koliko ste povezani zgoraj, ker če je ego prevelik, enostavno povezave ne bo. Jaz sem pa tako, ni bil ravno spor, ampak bil je tam en možakar, ki se z eno mojo zadevo ni strinjal. Pa ni bilo nič kaj takega, nobenega spora ni bilo, ampak jaz sem tako svetoval in to je že nekako tudi vrabci čivkajo tam po strehah, da ko vi privlačite zadeve, če se le da ne denarja privlačiti. Ne denarja kot denarja privlačiti, ker dobro, denar sam po sebi ni napačna zadeva. Pač denar je energija, in to do izmenjave energije tako mora priti. Ampak samo prav kot denarja ne privlačiti, ker potem oni zgoraj vam bojo denar poslali, ampak lahko, da pride po kakšnem kanalu, ki vam ni všeč. In zato morate vi sami pri sebi oceniti, kakšne kanale za sploh prihodke imate. Zdaj recimo, če pogledamo, tega možaka, zdaj bom poskusil nekaj narisati, se malo da vidim, upam, da se vidi tole. Recimo tukaj imamo zdaj XY tega možaka, slučajno ravno on, recimo, če o njemu govorimo. In zdaj, koliko je bilo meni znano, on je recimo v penziji. On je v penziji, to je en kanal recimo prihodka denarja. Zdaj, dajmo reči, da je on imel kakšno dobro dejavnost, pa da lahko še malo fuša. Lahko še malo fuša, se pravi, to mu je drugi prihodek. Potem, zdaj pazite, kaj se zdaj dogaja. To sta njemu dva osnovna prihodka, se pravi denarja. Imamo pa potem ene prihodke, na kateri folk niti ne pomisli in dajmo reči, da je on zavaroval žena, se pravi, je bila zavarovana za toliko in toliko denarja, mogoče je sebe zavaroval, se pravi sebe, se pravi zavarovanje, upam, da se vidi, nekaj čečkam tukaj za varovanje, nezgodno ali pa kaj tega imamo dosti, in zdaj, mogoče celo loto igra, pa vem, da se sliši butasto, ampak tudi loto je lahko izvor denarja. In zdaj to so njegovi kanali, zdaj penzija, recimo, da država reče, bom dal 10% gor, sam to je premalo, dajmo reči, da on vizualizira 30.000 evrov, imamo 30.000 evrov. Zdaj nekdo, da vizualizira 30 jurjev, veste, to
mislim, ne vem koliko denarja, ma je nekaj keša, in zdaj skozi penzijo mu ne bo šlo notri, ni variante. Skozi fušanje, mogoče ja, ampak v nekem dolgem roku, nekaj, tako bo še na skrivaj delal, ki je v penziji, ker mislim, da zdaj baje, da se ne da čisto v penziji delati, ne. In zdaj pa oni zgori, pa ste, on to informacijo 30,000 evrov pošle gor v svoje višave in zdaj, če oni zgoraj reče, ok, tebi bomo dali ta denar, ker ga, ne vem, ker si ga toliko močno želiš, kako bo ta denar zdaj do njega prišel? Ta denar lahko pride, paste, ne me napačno razumeti, Bog ne daje, da se že nekaj zgodi, lahko so tukaj otroci in tako dalje, lahko pride ta denar skozi kakšno zavarovanje noter. Veste, kako še enkrat rečejo, pazi, kaj si želiš, ki se bo uresničilo, zato denarja v tem primeru ne ga privlači denarja, privlačite dobrino, to je ta razlika zdaj, ne? Se pravi, dobrina se privlači, potem dobrina bo že prišla notri, ampak ne skozi te kanale, ne? Zato ker denar, kot denar vsota in da je še nekaj malo večja vsota, lahko pride notri, lahko pride, ne vem, kaj pa se vem, vam avto gre čez nogo in boste dobili zavarovalnino 30 jurjev, ste invalid do konca življenja. In zdaj, če bi šli, recimo, če bi imeli možnost povratka v nečas nazaj, bi rekli, ok, rajš imam mnogo celo, pa nočem tega denarja. Ne? Tako da to je bila ideja. Ne? Zato obstaja eno pravilo, ki denarja nekako folk ni dobro, da si privlači. Čeprav denar sam po sebi ni slab, to je energija in more prihajati do izmenjave energije sami po sebi. Veste, denar je neutralna energija, se pravi, on postane takšen, kot ga mi naredimo. Če damo notri slabo, bo bil denar slab, če damo dobro, bo bil dober. Ne? To smo pa ljudje z našim tem, mi smo že tako stvari, ki so imele dober namen, že dostikrat recimo predrugačile v neumnosti. Recimo, ne vem, dinamit je bil izmišljen, Alfred Nobel ga je naredil zato, da bi pomagal v rudnikih, da lažje delajo ljudje. Ne? Na koncu se ga uporabi za vse žive zadeve, ne vem, se pravi, mine, bombe in vse tako dalje. Ne. Se pravi, ljudska psihologija potem, ali kako sem pa rekel temu, čudna nari iz tega. Ne. Zdaj pa, recimo, pa ste ne me napačno razumeti, nočem zdaj ali sebe hvaliti ali njega poniževati, daleč od tega, ne, govorim samo malo o tem. Ne. Zdaj pa, če vi ste, recimo, da sem to jaz. Jaz vam dam zdaj moj primer. Ne. Zdaj, jaz imam eno podjetje, imam en DOO, imam 2 DOO-ja, imam ESP, imam društvo, zdaj pa v DOO-ju imam več možnosti prihodkov, imam izobraževanje, imam terapije, imam skupinske delavnice, imam še neke dodatne posle, trgujem neki in tako dalje. Skratka, jaz imam več možnosti potem prihodkov. Ne? In če bi jaz to cifro dal gor, in sem jo že dal, in sem jo tudi dobil, ampak jaz jo dobivam skozi posle notri, ne? Veste, jaz imam zavarovanje po vse te zadeve, sem čisto brez veze, ker meni dobro, te cifre, tako ne bom nikoli materializiral. Ne. Jaz materializiram vedno, recimo, dobrino, ne, se pravi dobrina. Zdaj pa tudi tukaj morate, recimo, vam dam en nasvet. Dajmo reči, da si vi želite novi avto. Dajte si ga želeti, to nič napačnega. Zdaj, če si vi želite, samo malo da pogledam, dobro se sliši in si vidi. Ej, super, ok, se sliši, celo vidijo komentarji, samo malo da vidim. Ok, kakšen like, če mi vržete notri, Vladimir, Mikek, Joint, ok, čau, čarodej. Petek daj gor na tale, Magibor, da vam ne bo žal, to je super zadeva. Jaz hodim že par let, nekaj časa sem se namaril to, ampak je stvar dobra. Tako da pelite malo mučke gor pogledati, malo kaj čarovniki delajo. Tako da, recimo, če vi želite avto novi, to je super zadeva, imejte ga, vendar, ko boste vi poslali sporočilo gor v neke višave, temu reči, bote čim bolj precizni. Ni dovolj, hočem samo novi avto. Kakšnega želite? BMW, črne barve, usnjeni sedeži, avtomatik, kaj pa sem kaj, daljinski webasto in tako dalje. Govorimo o mojem avtu, ne se hecam. Blizu je. In tako dalje. Se pravi, morate biti natančni. Morate se obnašati približno takole, kot če rečete, recimo, vašemu partnerju ali pa vašemu otroku, pedi mi v klet iskat. Ali pa dol imate recimo eno malo morje orodja, imate recimo, da imate enih 50 različnih izvijačev in rečete te malo, dej pa nesi mi izvijača. Zdaj on bo šel v klet
in potem bo videl njih 50 izvijačev tam in bo rekel, ok, zdaj katerega naj mu nesem. Ne bo vzel vse, ampak to je ta podoba. Se pravi, ko delate te zadeve, bodite čim bolj natančni, kar se tega tiče. Ne? Ok, vidim, neki lajki so, da vidim, čujem, ok, mi gledamo malo zaostanka celo ta zdaj, ampak ni toliko bitna. Ne? Gledajte, zakon privlačnosti deluje. Sicer je veliko starejši od tistih filmov, zdaj na zadnji, ko so jih dali ven, pa teh knjig, ki so recimo tako popularne. Jaz vam svetujem eno knjigico, katero jaz tudi dajem na teh mojih delavnicah, in to je Wallace Wattles. On je napisal knjigo, se pravi, The Scientific Way to Get Rich, ne? Se pravi, nekako znanstvena pot do bogatstva. Meni ta knjiga sledi že celo življenje, malce je čudna, ampak ko se enkrat malo poglobite noter, je čudovita zadeva. Tako da on je to napisal 1901. leta, 1900? Prvega ali 21. ne vem. Skratka, zelo stara knjiga. Iz tiste knjige potem so drugi začeli prepisovati o teh zakonih privlačnosti in tako dalje. Ne. In zadeva definitivno funkcionira. Je pa malce tudi odvisno od vašega ega. Zdaj, večji, ko je vaš ego, veste, težji bojo vaše informacije šle gor. Ego sam po sebi niti ni toliko napačna zadeva. Ego je neka protiutež naše duše, recimo v tem življenju. Če ga preveč razvadite, potem on enostavno postane preveč pomemben in potem oni zgore vas ne slišijo. Ker je, ko vi rečete, hočem to in to, prvo se bo on javil, kar se tega tiče, potem bojo šele oni zgore, če bojo prišli do tega. Ne. Ok, folk, če še niste, evo tukaj, kje je knjiga, naročite mojo knjigo, hvala na tem, boste dobili še zdraven CD. Drugače pa pete gor na Hipnocenter Grilc, da naredim malce reklame zase, Hipnocenter Grilc, imamo neke delavnice zanimive zdaj v februarju, se pravi, imamo delavnice samohipnoze. Naša kolegica iz Avstrije, Jasmina, je sestavila in že dolgo časa gor tudi v Avstriji to dela, sestavlja eno posebno delavnico za ženske, se pravi, moški nimate tam kaj iskati, ne, to je sam za ženske, en lušen program je, če imate šanso, pejte malo gor pogledati, čudovita zadeva je, ona to že dolgo časa počne, kam imamo potem, jaz smo zopet te kadilce, folk, če ste pripravljeni, cigarete vršte jih proč. Najboljši primer, ki se mi je zgodil, je bil ta, da je možakar vplačal na našo delavnico za odvajanje od kajenja in potem me čez 14 dni kliče, pravi, veste, kaj se mi je zgodilo, jaz, ko sem vplačal, sem že nehal gaditi. Veste, to je najboljša namera, kar sem kdajkoli videl. In sem celo ponudil, rekel, vam vrnem denar nazaj, pravi, ne, bom prišel na kaj drugega, ampak tako želim, da mi prijete pripravljanje. Se pravi, ne žena ga porinte, tako da žene, ženska, če gledate, to ne mi pošiljati vaše moške na moje delavnice, se kakšno odvajanje tkajina, ki ne bo šlo, lete, morajo oni biti sami pripravljeni, ok? Dobro, zdaj jaz ne vidim sicer, koliko časa že tukaj govorim, evo ga, zdaj že 13-14 minut. Samo malo, da vidim, če je mogoče karkoli, nič nobenega vprašanja. Irena, upam, da si v redu, torbice so v redu, ok, da vidim, če koga poznam, Marjan, Vladimir, Alen, ok, celo. Ok, folk, manj mi je čudno, da vas je toliko gor, glede na to, da je zdaj ura, koliko je 12, morali bi biti v službah, ampak to ni toliko pomembno. Ok, hvala, ki ste bili danes z mano, probajte se spomniti to, mislim, zakon privlačnosti funkcionira, dela, marsikdo od vas ga je tudi že preizkusil, ne? Jaz bi edino tako svetoval, če se le da denar, dajte dobrine privlačite, ne denar, da ne bi denar prišel skozi neke čudne kanale potem, ki ni nujno, da bi bili vam všeč, ok? Ok, pejte tudi imam nažalost, kje je možnost napisati, edino če jaz napišem dol v komentar, sem malo, www, se pravi hipnocenter.com. Pejte na naš Hipnocenter, to leto bomo imeli še par dodatkov, malo odprli vrata, pridite malo do nas, sem malo, da nekaj vidim tukaj, pardon, ki ne gledam v kamero, da vidim, kdo je. Aha, ok, se vidi tole, ja, Marta, Klaudija, ok, vas je kar en kup, ki vas sicer ne poznam. Bomo enkrat naredili, bom tudi najavil eno v živo,
Pa bi rad se malo z vami pogovoril o hipnozi. Čisto takole, mogoče tudi bomo kakšno rekli o hipnozi, dobra zabava, tisto da, ki je toliko razburkala Slovenijo, ampak načeloma je to. Ok, jaz bom poskusil, zdaj, če se bo le dalo, koliko mi čas dopušča, mogoče enkrat, dvakrat tedensko skočiti malo noter v živo, pa če se da, bote z mano, Marko Kocijančič, hej, v Koper. Ja, tako da, če boste imeli šanso, bote z mano, drugače pa 5. na Hipnocentru Grilc, dajmo si videti na kakšni delavnici, ostalo pa potem sprotoma. Ok, bote bi dobro, čau Slovenija, vidimo se, samo malo da vidim, kje se to ugasne, čau.